V Zavodu za turizem Novo mesto so prepričani, da lahko turizem tudi v novomeški občini predstavlja še v veliki meri neizkoriščene možnosti gospodarskega razvoja, zato pa bi bilo treba takoj pristopiti k nekaterim nujnim naložbam in normativnim spremembam. Da bi ugotovili, kje so in kaj je treba storiti za čim hitrejši začetek začrtanih naložb, so pripravili posvet o trajnostnih korakih razvoja turizma v mestni občini Novo mesto. Ja, kakor smo ugotovili na tem posvetu, so se stvari premaknile, stvari grejo v pravi smeri. Začrtali smo tudi prave točke za investicije, ki so pa podlaga za bodoči razvoj turizma v mestni občini Novo mesto, za katerega se je pa ugotovilo, da ima velike možnosti razvoja in jaz ne vem, zakaj jih ne bi izkoristili. Med drugim načrtujejo ureditev glavnega trga, s čimer se v Novem mestu sicer ukvarjajo že 40 let. Ključno pri celi operaciji je seveda prometni režim. In po vsej verjetnosti glavni trg ne bo zaprt, dokler Novo mesto ne bo dobilo novega mostu. Potem pa bi to bilo in to je pa seveda podlaga za življenje v mestnem jedru. To bi bila tudi turistična atrakcija in tako naprej. Mi bomo počasi le prišli do spoznanja, da imamo v rokah en srednjeveški dragulj, ki se ga splača popedenati, popucati, porihtati in predati temu, kar danes take znamenitosti po svetu služijo, to je pa turizem in kultura. V načrtu je tudi obnova mestne tržnice, ki zdaj Novemu mestu ni ravno v ponos. Tržnica se projektira. Po mojih informacijah bi moglo do konca leta biti projekt nared in pridobljeno gradbeno dovoljenje, da bi drugo leto lahko s tem projektom kandidirali v Evropskem skladu za regionalno razvojno perspektivo. Z novim odlokom o plovbnem režimu na Krki želijo združiti zdaj dva odseka v enotno traso Irča vas-Zajdlov jez. V tem našem projektu od kopališča, čolnarne in tako naprej, Irča vas predstavlja zelo pomembno točko. Kajti v Irči vasi ljudje resnično živijo s Krko, to je tam tradicija in tako naprej. In ni sprejemljivo, če se pogovarjamo o razvoju turizma, da je polovico leta ta vas, ki je praktično že sestavni del mesta, odrezana od turistične ponudbe Novega mesta. Smo nekako ta dva bregova proti in za zbližali. Jaz bom zorganiziral še en manjši posvet udeležencev prav na to temo in jaz upam, da drugo leto bo lahko Poldefink iz Irče vasi plul celo leto v mesto. Med prednostnimi nalogami je postavitev mestnega kopališča v Portovalu. V Zavodu za turizem pri tem računajo na pomoč doktorja Tomaža Slaka z Fakultete za arhitekturo, ki naj bi v Novo mesto povabil svoje študente. Ogledali se bodo lokacijo in bodo začeli z izdelavo, s kreiranjem idejnega predloga, na podlagi katerega bi mi prišli do projekta in drugo leto bi postavili to kopališče. In kakor sem rekel, najkasneje na noč na Krki bi županu skočila not. Jaz pa upam, da se to zgodilo že na začetku kopalne sezone. Povpraševanje ribičev in drugih gostov v Zavodu za turizem govori, da Novo mesto za hitrejši razvoj turizma na območju mesta nujno potrebuje tudi kamp s prostorom za šotore. Da bi radi opravljali svojo dejavnost, svojo športno aktivnost ali turistično znotraj mestnega miljeja na enem specialnem prostoru, ne v hotelu, pa pač na kampu z možnostjo šotora in tako naprej. Jaz sem vsekakor kot direktor Zavoda za turizem ugotovil, da je to področje, ki ga moram začrtati v naših bodočih planih na občinski upravi in na županu pa seveda je, da to zadevo čim prej uvrstijo kot temo na seveda sejo občinskega sveta in da bi o tem tudi padla odločitev. Eden od ciljev turističnega razvoja v mestni občini Novo mesto je ureditev športnega letališča v Prečni. Zdaj ga upravlja Aeroklub Novo mesto, ki pa zaradi deljenega lastništva ne more priti do strukturnih sredstev, s katerimi bi omogočili razvoj letališča. Območje je namreč v lasti mestne občine Novo mesto, občine Straža in kmetijske zadruge Krka. Kdor ima tako letališče, kot ga imamo mi, ki zdaj pretežno služi športnim namenom, kažejo pa potrebe, turistične potrebe na tem letališču in tudi aktivnosti Aerokluba Novo mesto,
da je turizem in tovrstno povpraševanje v velikem vzponu in slej ko prej bomo mogli stopiti skupaj z občino Straža in KZ Krka, da uredimo vse probleme v zvezi z lastništvom objektov na letališču in z samo pisto. To, da imamo tako letališče v svojem okrilju, sigurno bogati našo turistično ponudbo in z njo lahko dosežemo velike efekte. Letališče vključuje stezo, dovozno pot in hangarje. Njihovo vzdrževanje pa novomeškemu aeroklubu prinaša velike stroške. Vse te stroške krijemo sami s svojim prostovoljnim delom in donacijam, s tem pa, da recimo v neki stroško oziroma prihodku si pristeramo z tem turističnim letenjem, kjer ga bi lahko radi še povečali na tem delu letališča oziroma Dolenjski. Če bi postali lastniki, pa bi lahko na razpisih kandidirali za sredstva, dodaja. Z denarjem bi podaljšali dovozno pot za približno 500 metrov in s tem omogočili uporabo letališča skozi vse leto. Zdaj ga lahko namreč uporabljajo le 6 mesecev. Sicer pa načrtujejo tudi turistični razvoj. Razširili bi ponudbo kot to, da so same turistični poleti z motornimi letali. V naslednjem letu razmišljamo o razširitvi še na jadralna letala, za tega namenjamo nekaj sredstva, da bi kupili dvosedo plastično jadralno letalo. Veliko zanimanje je za tega in pa seveda padalske tandemske skoke. Najbolj prepoznavna turistična destinacija je sicer Otočec, kjer beležijo več kot polovico vseh turističnih nočitev v mestni občini. Kakor slišim, bodo začeli izvajati en projekt Adrenalinski park. Jaz upam, da bo to potem zapolnilo sedajno programsko vrzel na levi strani Krke, medtem ko desna stran je očitno predestinirana za tako imenovan mondeni turizem z gradom in z tem golf prostorom nižji dole ob Strugi. Ja, grad ima hotel vrhunske kategorije 5 zvezdic, član združenja Relais Chateau, ki ima tudi vrhunsko gourmet restauracijo, skupaj ponudba je združena z igriščem za golf, tako da tržimo ta tip turizma. Medtem ko na levem bregu se pa ukvarjamo z avtobusnim turizmom, se pravi za skupine gostov iz Izraela, iz Italije, iz Nizozemske, Belgije in tako naprej, ki so na obisku v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Je to idealno iztočišče za izlete, tako po Sloveniji kot recimo po Hrvaški. Potem druga skupina turistov na Otočcu so seminarski gostje, potem so tukaj športniki na pripravah, uvajamo tudi nek nov produkt skupaj z društvom Yoga v vsakdanjem življenju, ko bomo tudi ponudili jogo na Otočcu in seveda individualni gostje. No, obiska je manj kot pred leti, ko je bila še avtocesta, ampak poiskali smo nov tip turistov, za katere je ta destinacija na Otočcu primerna. Sicer pa vsi ti načrti Novomeškega zavoda za turizem ne bodo izvedljivi brez finančne pomoči Mestne občine Novo mesto. Poleg Mestne občine Novo mesto pa jaz vidim priložnost seveda še tudi v teh evropskih sredstvih, v razpisih. Prav ta trenutek tudi izvajamo enega od teh projektov in to je pač tisti dodatni denar, ki je na voljo za investicije, če hočemo seveda slediti nekemu razvoju. Potenciale vidijo predvsem v bogati kulturni in naravni dediščini, v prenovljeni in naložbeno podkrepljeni poslovni filozofiji na Otočcu, v doživljajskem turizmu, aktivnem preživljanju počitnic, pestri in bogati lokalni kulinariki. Turistična zgodba v občini Ivančna Gorica sloni na 12 turističnih destinacijah, ki jih predstavlja 12 krajevnih skupnosti, povezanih v krožno pot prijetno domače. Svojevrstno zgodbo ima zagotovo tudi krajevna skupnost Zagradec. Krajevna skupnost Zagradec je ena večjih krajevnih skupnosti v občini Ivančna Gorica. Sestavljajo 16 vasi, 450 gospodinjstev, pa predstavlja več kot 1000 prebivalcev naše občine. Zelo aktivne imamo ljudi,
ki vodijo turistično društvo Publius Maximus v Valični vasi, turistično društvo Zagradec, kulturno društvo Zagradec, športno društvo seveda Zagradec, aktiv podeželskih žena Zagradec in pa že 87 let delujoče gasilsko društvo Zagradec. Lepi kraji so pri nas, zame predvsem najlepši, z bogato naravno, kulturno in zgodovinsko dediščino, vabijo na potepanje, ogled in izlet. Kamorkoli vas zanese pot, boste pri naših ljudeh sprejeti s toplino in prijaznostjo, saj pri nas velja, da se tu vsakdo počuti prijetno in domače. Dobrodošli še enkrat pri nas. Kako pa je Zagradec pravzaprav dobil ime? Nad nekdanjo Fužino je stal gradič. Za tem gradičem, Zagradcem, so postavljali domačini hiše, so obdelovali polja in tako je nastalo ime Zagradec, Zagradcem. Desno proti Krki, če gledamo iz smeri Ivančne Gorice, je bilo pa naselje Fužinarjev, to se pravi delavcev, ki so delali v železarni, tam pa je še danes naselje oziroma ulica Fužina. Tako da Fužinarji so bili delavci, Zagradčani so bili pa kmetje. Zagradec sicer zaznamujejo slapovi Krke, od Obilice mlinov pa danes v zgornjem toku Dolenjske Lepotice deluje le še Štupnikov mlin. Kar je iz teh pisem, že nekaj čez 300 letne. Sam prej je bil na kamnene, to je tisto. Ker zdaj je pa polje posodobljene. Tu smo ga mi 3-krat, to smo tam pa svema, kad od 65 leta smo ga na prvi pol, pa skoraj vsakih 10 let. Mlin, v katerem meljajo pšenico, ajdo, koruzo, ječmen in druga žita, je samo zadosten, saj ga z električno energijo v celoti oskrbuje lastna hidroelektrarna. V tej zgradbi se je sicer rodil dr. Ignacij Žitnik. To je bil državni poslanec v Avstro-Ogrski. On je bil poslanec Ljudske stranke in je deloval takrat, umrl je sicer leta 1914. No, v tej zgradbi je delovala pa tudi prva elektrarna v Zagradcu, to je bilo že leta 1914. Sicer je napajala vas Fužino in cerkev ter Faroš, se pravi nekaj žarnic, ne. V Zagradcu je dejavno tudi kulturno društvo, v katerem delujejo 4 sekcije. V Zagraški dolini slovimo kot dobri pevci, imamo kar 3 pevske zbore. Otroški pevski zbor, ki ga poučuje zborovodkinja Vanja Rjavec, ter moški in mešani pevski zbor, katerih 2 zborovodja sem jaz sam. Vsi 3 zbori redno nastopajo pri nedeljskih mašah, kulturnih prireditvah v kraju in tudi izven. Naj samo povem, da smo letos z mešanim pevskim zborom Kulturnega društva Zagradec gostovali v Nemčiji. Poleg zbora pa v našem kraju deluje tudi folklorna skupina, ki uči gospa Nataša Hribar. Folklorna skupina pa je znana predvsem po tem, da veliko potuje po tujini, saj so bile nazadnje v Mehiki, Franciji, Švici, na Češkem in tako naprej. V letošnjem letu smo po nekaj desetletnem premoru zopet ustanovili tamburaško skupino, saj smo v mesecu maju s pomočjo donatorjev domačega kulturnega društva, krajanov in občine Ivančna Gorica kupili 6 inštrumentov, da je naša tamburaška skupina lahko zaživela. Zanimive zgodbe so zapisane tudi na Kitnem vrhu, ki leži ob Rimski cesti in je eno najstarejših naselij v tamkajšnjih krajih. Pisani vir izhaja iz leta 1167, kajti takrat je Bertold III., je bil grof Kamniški, podaril posestvo Kettendorf v last Stiškemu samostanu, ki je bil ustanovljen 50 let prej, približno 1135. To se pravi, da je starejše naselje kot Rudolfovo, kajti Rudolfovo je bilo omenjeno približno 100 let kasneje. To je gruščasto naselje. V tem dvoru, ki je takrat bil, so živeli hlapci in dekle, ki so pasli in redili konje za potrebe poštnih kočij, ki so šle po Rimski cesti mimo
naše vasi. Potem, ko so menihi dobili to posestvo v last, so na to posest razdelili na grunte. Takrat na njih, na gruntih, naselili hlapce in dekle in jih oženili po zakonih vere. Kajti do takrat so živeli na koruzi, čeprav koruze še niso poznali. Danes na Kitnem vrhu živi približno 90 kitncev, ki so nekako poročeni po zakonih vere. Eni izmed ulic v tej vasi dajejo poseben pečat tudi freske na hišah. Je slikar Jug, ki je živel v prejšnjem stoletju, tam okrog leta začetku 1900, pa tam do 1935, ne vem približno kdaj je umrl, ampak v naši ulici je naslikal več teh podob, recimo na hišah Marija Pomagaj, na Štalije, Sveti Anton in tako naprej. Zanimive slike, zdaj jih večina že obnavljajo. Po pripovedovanju pa je slikal za malico, za prenočišče in tako naprej. Ko mu je zmanjkalo denarja za barve, je prosil nekaj denarja, potem je pa spet slikal za malico pa za prenočišče. Na Kitnem vrhu prebiva tudi Marko Mohorčič, ki zbira staro orodje. Zbrane stvari razstavlja kar na fasadi starega hleva, tako da pritegnejo marsikateri pogled mimo idočih. To so bili konji pa krave, se sortile v motorne. Treba preti gnojišče, treba preti brajda. Zdaj smo domov spremenili. Gore štala z nova, pa malo tu zbiramo. Malo sem pobral gor po starejši, malo sem pa malo mi prinese strice z Ljubljane, malo kolegi, kakšna stvar še malo zamijem, in da meni zdam njemu, pa nabirane. Tiste ribežen so na Parabesu, pa tam tiste jermičke mi pravimo za volje, pa sem pa naprej malo. Domi, ki prinese pa. Tak prost redljene. Se brat je rekel, da bi naredili fasado, pa namaram. Takle ne bo kakrijer. Ob obisku Kitnega vrha so nas sicer pozdravile tudi predstavnice podeželskih žena. V aktivu, ki deluje v okviru turističnega društva Zagradec, jih je okrog 150. Ta naš aktiv pa v bistvu deluje, je zelo mlad, deluje šele od spomladi, zato smo na začetku z raznimi izdelavami raznega peciva, recimo zaenkrat, pa nekaj glinenih stvari, pa malo aranžmajčkov, tako da delamo, da delujemo in tudi veliko spodbude za naprej imamo od naših podeželskih žena, tako da mislim, da bo ta zadeva se uveljavila v našem kraju. Poleg Kitnega vrha leži ob Rimski cesti še eno naselje z bogato arheološko in kulturno dediščino, to je Valična vas. Torej, Valična vas je nastala na kraju, kjer so že v starih časih imeli Rimljani svojo postojanko. Namreč skozi Valično vas je peljala pot od Ogleja do Siska, preden so zgradili pot v dolini reke Krke. Na Valični vas je včasih imela veliko večji pomen, namreč tukaj je bila občina, 3 gostilne. V Valični vasi sta 2 lipi, ob vstopu v vas je 300 let stara lipa, v središču vasi pa kar 800 let stara lipa, ob njej je kapela in kužno znamenje. V vasi je tudi kal, ki je pomemben habitat dvoživk in je tudi zavarovan. Pod vasjo pa je še en kal, ki je v sušnih časih omogočal vodo Valični vasi in tudi ostalim vasem v okolici. Rimska pot nadaljuje svojo pot do cerkve Svete Marjete, ki je že v Žužemberski občini, desno pa nas popelje do Gradišča, kjer je arheološko najdišče iz železne dobe, natančneje iz latenske in iz halštatske dobe, do obeh cerkva, Svetega Martina in Svetega Jožefa v Vališki gori. Za družabno življenje v Valični vasi skrbi tamkajšnje društvo Publius Maximus, v katerega so uspeli združiti prav vse vaščane. Ustanovili so ga leta 2004, osredotoča pa se na 4 področja, med katerimi je tudi turizem. V bližnji prihodnosti upam, da se bomo okrepili tudi z verificiranim turističnim vodičem. Vsekakor v prihodnosti nameravamo razvijati ta del vsebine našega društva. Na kulturnem področju prioritetno skrb posvečajo negovanju slovenske besede ter ohranjanju kulturnih in naravnih znamenitosti. Prireditev, kot je Večer na vasi, obnavljanje starih vaških poti, ohranjanje oziroma
tradicije, ki se nekoč veljale v teh krajih in kažemo pot vrnitve v to vas. Imamo še nekaj projektov skupaj z vojaškim vikariatom. Društvo je tudi razvojno naravnano. Borijo se za čisto pitno vodo, cestne povezave in celostno ureditev vasi. Posebno pozornost pa namenjajo tudi humanitarnosti. Zagradec ima sicer tudi svojo župnijo s 4 podružničnimi cerkvami. Najmanjša stoji na Koželjevcu, največja pa je seveda župnijska cerkev v Zagradcu. Posvečena je Mariji Brezmadežni in je bila nekoč romarska cerkev. Ima zelo lepo obnovljen križev pot in pa glavni oltar. Najbolj imenitno pa je marmorna prižnica, ki je bila prepeljana pred približno 200 leti iz Stiškega samostana v Zagradec. To je bila Opatova prižnica v Opatovi jedilnici. Takrat, ko je bil razpuščen Stiški samostan, so potem prižnico pripeljali v Zagradec in jo imamo zdaj vzidano tukaj. Ta prižnica v bistvu je bila namenjena kot bralnik v Stični. Bralnik in je iz marmorja, čudovita in tudi Stične. Vsako leto pride kakšna delegacija in tako. Jaz mislim, da bolj v šali kot zares rečejo, če bi jo lahko vzeli nazaj, ker jim je tako pri srcu in všeč. V Gabrovki je cerkvica svetega Primoža in Felicijana. Ta cerkvica je bila na zunaj obnovljena že 10 let nazaj, znotraj pa šele dobro leto. V Valični vasi je cerkev svetega Martina. Cerkev svetega Martina stoji na kraju, kjer so že pogani častili svoje bogove. Pred cerkvijo je pokopališče staro vsaj 500 let. V cerkvi je postavljen tudi kamen, ki ga je dal postaviti rimski vojak in inženir Publius Maximus, po katerem se imenuje tudi naše turistično, razvojno in humanitarno društvo. Vsako leto se na svetega Martina, nedeljo svetega Martina srečujemo tam, velikokrat imamo maše kar zunaj. So povabljeni tudi drugi, da pridejo, in dejansko priromajo iz drugih krajev tudi sem. Ne samo iz Zagradca in okoliša, ampak tudi od drugod priromajo. Nekateri več ur romajo na to srečanje in se ga veselijo. Na koncu imamo potem tudi blagoslov vina. Edinstvena pa je cerkev svetega Jožefa, ki je zgrajena v obliki 4-peresne deteljice. Cerkev svetega Jožefa v Vališki gori je bila zgrajena 1686. leta. Za gradnjo je podpisalo 107 vinogradnikov iz Vališke in Češljivske gore, ki so se obvezali, da bodo skrbeli za njo in jo ohranjali. Do izgradnje tega sakralnega objekta je sicer prišlo iz več vzrokov. Največji vzrok je bil ta, ker so bile tukaj povodne, poplave in jim je zemljo odnašali iz vrha dol v nižine. To naj bi bil glavni vzrok. Pa so še drugi vzroki. Eden izmed njih je zmaga nad Turki, ko so želeli iti nad Dunaj, in to zmago so pripisovali svetemu Jožefu. Današnjo podobo je cerkvi s preureditvijo dal župnik Perper leta 1710. Leto kasneje pa je bil zgrajen oltar. Ta oltar je znan tudi po tem, da so ga v 18. stoletju namreč dali obnoviti nekomu iz Žužemberka, ki ni bil najbolj primeren za to, nimal teh veščin. In njega so kar v kroniki zapisali kot pacarja, ker je pacal. In če pogledate recimo nad angela tamle na vrhu tega Rafaela, lahko vidite, kako ima neke temne lise. Namreč z neko železno tinkturo je on to premazval in je vse ven udaril in kipi so taki počrneli, niso najlepši, treba jih je obnoviti. Turistični razvoj v krajevni skupnosti Zagradec sicer sloni na tamkajšnjem turističnem društvu, ki je staro že več kot 30 letja. V zadnjih letih skrbimo za razvoj teh turističnih kapacitet in pa za čistost kraja nudimo čedalje več teh turističnih prireditev. Med njimi je tudi žetev na Kitnem vrhu, to je vsakoletno tekmovanje v žetvi s srpom, kjer se udeleži večje število ženic, ogromno je pa gledalcev. Tako da skušamo, da ne bi šlo to v pozabo.
Društvo šteje okrog 80 članov, imajo pa tudi več kot 40 mladih, ki jim radi priskočijo na pomoč. Med dejavnostmi so sicer v ospredju kolesarstvo, pohodništvo in gobarjenje. Želijo si, da bi zaživela kakšna turistična kmetija, sicer pa na gostinskem področju prednjači gostišče na Pajčni. Tole gostišče na tej lokaciji deluje 12 let, drugače smo bili pa na stari lokaciji pa še nadaljnjih 10, pa starši imajo dolgo tradicijo pred nami. Razen ponedeljka delujemo vsak dan. Največ gostov v vikendih, abrahami, poroke, nedeljska kosila, med tednom pa prehodni malce kosila. Imamo tudi 14 sob, 24 ležišč, to je zanimivo glavno za tujce in pa poslovne goste. Tudi nekaj ribičev je, kar smo v dolini Krke. V dolini Krke so postrvi, za predjed imamo jurčke domače, letos jih je bila lepa bera, beli sir na žaru, kakšna domača klobasa se zmeraj najde. Ramstek, žrebiček, teletna, puran, svinjina, postrvi sem že povedal z reke Krke. Občina Ivančna Gorica gradi svojo prihodnost na biserih, med katerimi je zagotovo tudi krajevna skupnost Zagradec, je prepričan župan Dušan Strnad. V Zagradcu so doma ljudje, ki veliko dajo na svoj kraj, ki nekako vse skozi živijo z reko Krko, ki nekako se zavedajo, da si morajo pri boju za vsakdanji kruh pomagati sami in da pravzaprav je osnovnega pomena to, da mladi ostajajo na svojih domačijah, ostajajo življenje v teh krajih. No in sem vesel, da se tukaj ljudje znajo organizirati sami, da je krajevna skupnost tisti povezovalec življenja in dela v kraju, na katerega vsi skupaj največ stavimo. V krajevni skupnosti delujejo številna društva, v katerih je tudi veliko mladih. Vse to pa zagotavlja, da bo v Zagradcu življenje teklo še naprej, dodaja prvi mož občine.